Jaz sem že v štartu povedala, da ni moj cilj nek strašno visok nivo znanja angleščine oziroma, ne vem, polaganje nekih izpitov ali pa tekmovanja, neko dokazovanje ali karkoli. Bolj se mi je šlo za to, da bi pač meni angleščina stekla. Ni res, da jaz nisem čisto nič znala ali vedela ali karkoli, ampak jaz sem se pač angleščino učila v šoli, a ne, osnovni, srednji in tudi na faksu, vedno sem bila silno uspešna, ampak jaz govorila nisem. Jaz nisem znala, imam, bom rekla, prav malo zadržke, prav malo strah sem imela, mislim, da sem se tega kar znebila tekom zdaj te avanture. Jaz sem res, res neizmerno hvaležna za to, ker sem si mislila, sej ma, če se vraga nisem toliko let v šoli naučila, ne, kaj bom pa zdaj tukaj v enem mesecu naredila nek preboj. Ma dejansko sem ga, ne, ker jaz sem se angleščine vedno učila, ne, učila besede, učila slovnico, ne, zato sem pač tako dobro ocene imela in to, ampak nisem je pa nikoli usvajala, nisem nikoli živela z angleščino, ne, in zdaj je bilo res drugače, ne. V začetku me je bilo strah, priznam, ne, tudi, kaj bom jaz govorila, ma kako, ne morem jaz govoriti pol ure z nekom, a ne. Ampak pol kar nekako gre, ne. Gre za vsakdanje pogovore, to, da steče, se lahko pogovarjaš, a ne, da lahko normalno komuniciraš, da si nekaj poveš, da se nekaj zmeniš, a ne. In to bi bilo res zame ful zmaga, to, no, da jaz poslušam podcaste v angleščini, to mi je to je zame, mislim, ja, nemogoče bila en mesec od tega, no. Imam zdaj navodila, kako naprej, no, in jaz bom res nadaljevala s tem poslušanjem podcastov, s pačenjem, ne, ko bom sama, ko nobenka nikjer, a ne, recimo, ko ponavlja za nekom. To je, ja, to se mi zdi, so res take najbolj dragocene za moj nivo pač, a ne, vaje recimo. Tisto bariero, da presežeš, se mi zdi, da to se je meni zdaj zgodilo, ne, to je tisto, kar sem si želela od tega, ne, in enako bi si želela pol tudi za italijanščino.